Naslov mojega predavanja je polifenolna vsebnost in protimikrobna aktivnost nekaterih vzorcev propolisa. Torej, propolis je naravni produkt, ki služi obrambi panja. Je naravna smoljnata substanca, ki jo čebele delavke nabirajo na rastlinskih vršičkih ali jo dobijo iz rastlinskih izločkov. Čebele propolis uporabljajo za fizično zaščito poškodovanega panja pred zunanjimi plenilci ali tudi za zaščito pred vetrom in dežjem. Propolis je naravna smoljnata substanca, ki je rjavkaste do črne barve in jo sestavljajo približno 50% smol in balzamov, 30% aromatičnih olj, 5% zrnc cvetnega prahu in manjšega dela drugih snovi, kot so pinocembrin, pinobaksin, krizin, galangin, kavna kislina, ferulična kislina in cinamična kislina in njeni esteri. Mnogi raziskovalci so potrdili njegovo protibakterijsko, protivirusno in protiklivično aktivnost tako in vitro kot tudi in vivo na živalskih poskusih. Namen tu predstavljenih poskusov je bil analizirati polifenolno vsebnost nekaterih vzorcev propolisa slovenskega porekla ter določiti njihovo protimikrobno aktivnost v pogojih in vitro. Tu vidimo plan poskusov. Imeli smo štiri vzorce propolisa, to je propolis A, ki je bil iz Ljubljane Center, propolis B, ki je bil pušnik vzorec B, propolis C, ki je bil pušnik vzorec A in propolis D, ki smo ga dobili od čebelarja Hunjadija. Vse te vzorce smo ekstrahirali z PBS-om in z 70% etanolom vzporedno. Propolis smo ekstrahirali pri pH 6,4, 7,2 in 8. Enako je bilo pri etanolnih ekstraktih propolisa. pH 6,4, 7,2 in 8. Ti vsi ekstrakti so nato šli na RP-HPLC kolono, kjer se je potem dokazovala kavna kislina, krizin, pinocembrin in galangin. Vzporedno pa smo določali celokupne flavonoide. Za dokazovanje protimikrobne aktivnosti smo dokazovali proti gram-pozitivnim bakterijam MRSA, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae in Streptococcus mutans. Gram-negativnim Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis in Acinetobacter baumannii ter kvasoki Candida albicans. Vzporedno smo dokazovali tudi protivirusno aktivnost teh ekstraktov, in sicer proti influenca virusom tipa A in B in pa proti virusu NDV. Najprej imamo polifenolne vsebnosti različnih vzorcev propolisa pri pH 6,4, 7,2 in 8. Torej, pri vzorcu A Ljubljana Center so se polifenoli z pH-jem zniževali, medtem ko se je kavna kislina s pH-jem zviševala. Krizin se je prav tako z višanjem pH-ja zniževal, pinocembrin prav tako in galangin enako. Pri vzorcu pušnik B so polifenoli ostali praktično enaki, ne glede na pH. Potem kavna kislina se je iz 11 zmanjševala na 3,56, krizin iz
1634 na 1890, Pinot-Cembrin iz 351 je zrastel na 410 pri pH 8. Potem je Galangin, ki je ostal praktično enak, 79-79. Pri Pušnik vzorec A pa so polifenoli iz 1138 na pH 8 se zmanjšali na 5,47, potem kavna kislina iz 55-64 je ekstremno padla v vzorcu pH 8 na 1,33, potem je krizin iz 417 je padel na 41,02 pri pH 8. Potem je Pinot-Cembrin iz 101,57 je padel izjemno na 2,93, to je pri pH 8. In potem imamo še Galangin, ki je iz 87,72 pri pH 8 padel na 41,87. Potem pri vzorcu D imamo prav tako od začetnih polifenoli, od začetnih 11,26 pade na 9,58. Potem pri kavni kislini od 4 pade na 2,89. Pri krizinu od 527,42 gre na 572. Potem imamo Pinot-Cembrin, ki iz 107,43 pade na 95,71 in na koncu Galangin, ki iz 89 zraste na 119. Torej, na splošno lahko rečemo, da polifenoli padejo pri znižanju pH-ja. Torej, v prvem poskusu smo ocenjevali od pH odvisna antibakterijska aktivnost proti gram negativnim bakterijam, in sicer PBS ekstrakta propolisov. Antibakterijska aktivnost etanolnih oziroma PBS ekstraktov različnih vzorcev propolisa proti gram negativnim bakterijam je odvisna od pH. Torej, lahko vidimo, da so najnižje vrednosti za MIG dosežene pri pH 8, najvišje pa pri 6,4. Etanolni ekstrakti kažejo nižje vrednosti za MIG kot pri PBS ekstraktih. Torej, v našem primeru je najnižje vrednosti za MIG kazal vzorec D, to je propolis Hunyadi, v povprečju temu pa sledijo vzorci A, C in B. V povprečju je MIG pri 8 do 4-krat nižji od tistega pri pH 6,4. Torej, tu lahko vidimo na posameznih slikah, da je pri pH 8, da so najnižje vrednosti za MIG, medtem ko so pri pH 6,4 te vrednosti najvišje. Posebno lepo je to vidno recimo pri Candidi albicans, ki ima 0,031 MIG, pri 8, pri 6,4 pa ima 0,125. Moramo še povedati, da smo to delali v primerjavi z gentamicinom,
in Candido albicans v primerjavi z nistatinom. Torej, zdaj pa bomo imeli proti gram negativnim bakterijam vpliv etanolnega ekstrakta propolisov. Pri etanolnem ekstraktu propolisov lahko vidimo, da so najnižje vrednosti kaže vzorec C, to je vzorec C, to je vzorec pušnik A, in temu pa sledijo vzorci A, D in B. No, če gremo naprej, pa imamo zdaj od pH odvisno antibakterijsko aktivnost proti gram pozitivnim bakterijam. In sicer najprej si bomo ogledali delovanje PBS ekstrakta propolisov. V povprečju najnižje vrednosti za mik kaže vzorec C, to je vzorec C, ki mu sledijo vzorci A, B in D. Na splošno lahko rečemo, da je mik, celokupni mik proti gram pozitivnim bakterijam PBS ekstrakta nižji od gram negativnih. Ker če gremo nazaj, če gledamo celokupni mik, je tu 0,07, medtem ko je pri prejšnjem, ne, pardon. Ne, kaj sem zdaj naredil? Dajte še enkrat, dajte na celostranski zaslon, bratko. Ja, celostranski zaslon bom dal. Se opravičujem. Ja, zdaj pa pejte do konca, do tam, kjer ste bili. Tako, torej pri PBS ekstraktu propolisa gram pozitivnim bakterijam imamo mik 0,5, medtem ko pri etanolnem ekstraktu pa imamo 0,07, to se pravi bistveno manj. Zaradi tega, ker so gram pozitivne bakterije močno odvisne od delovanja etanolnega ekstrakta, ki je boljše kot delovanje PBS ekstrakta. Pri etanolnem ekstraktu pa najboljše delovanje kaže vzorec C, se pravi tu pri pH 8 so najnižje vrednosti, recimo 0,01 mikrograma, medtem ko so pri pH 6,4 pa 0,031. To se pravi, da je pri pH 8 bistveno več kot 4-krat nižji od tistega pri 6,4. In vidimo pa tudi razlike med posameznimi bakterijami, kjer je streptokok je bistveno slabše občutljiv od stafilokoka. In kar je najbolj zanimivo, najbolj je občutljiva mrša, kar je v praksi najbolj koristno. Zdaj gremo pa na drugi del,
to je pa od pH odvisna protivirusna aktivnost proti influenca A virusu in to etanolnega ekstrakta in PB ekstrakta propolisov. Tu smo imeli tudi štiri vrste ekstraktov propolisa, to je Ljubljana center, Pušnik B, Pušnik A in Hunjadi. In tu smo primerjali delovanje etanolnih ekstraktov in PBS ekstraktov. Vidimo lahko, da so PBS ekstrakti kazali višjo vrednost, in sicer TCID 50, Tissue Culture Infective Dose 50, in kot etanolni ekstrakti. In tu vidite, da je ta razlika med 3,84, da je več kot dvakrat boljše delujejo PBS ekstrakti. Najvišjo vrednost za TCID 50, kaže vzorec A, ki ima pri pH 6,4 TCID 50 7,963, ki mu sledijo vzorci B z 6,849, 6,8 in vzorec C 6,811. Najnižje vrednosti zdaj imamo pa influenco B, pa so PBS ekstrakti tudi do dvakrat boljši kot etanolni ekstrakti. In najboljši so pri pH-ju v nasprotju z bakterijami, delovanjem pri pH-ju 6,6. Na koncu, če si ogledamo še proti virusu NDV, pa najvišje vrednosti za TCID 50 kaže vzorec D, ki ima TCID 50 pri pH 6,4, in pa sledita mu vzorca A in vzorec B. In najvišje vrednosti kaže vzorec D z TCID 50 6,49. Torej, po vsem tem lahko zaključimo, da je protimikrobna aktivnost etanolnih oziroma PBS ekstraktov različnih vzorcev propolisa odvisna od pH. Najvišja protibakterijska aktivnost tako proti gram pozitivnim kot tudi gram negativnim bakterijam je pri pH 8, kjer so najnižje vrednosti za mik. Najvišje protivirusna aktivnost, to se pravi najvišjo vrednost za TCID 50, pa je pri pH 6,4. To se pravi ravno kontra kot pri bakterijah. Hvala.